Lepo pozdravljeni v oddaji In Vivo Veritas. Danes se bomo ponovno posvetili morskim tematikam, natančneje splošni plovbi. Kajti nedavno ste morebiti opazili, da je izšla nova knjiga Triglav po svetovnih morjih, ki nam opisuje pot splošne plovbe od njenega nastanka pa vse tja do današnjih dni. Z mano je danes avtor knjige, kapitan Jože Otenkar. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Rodili ste se v Hrastniku, do morja je kar precej dolga pot. Kako ste sami pravzaprav postali kapitan? Ja, prav je, da ste rekla, da sem se rodil v Hrastniku. Zdaj si naj gledalci, poslušalci zamislijo eno mesto v eni kotlini, tipično rudarsko-industrijsko mesto, z rudnikom, vključno separacijo, kar še bolj onesnažuje, kemično tovarno, steklarno. Ljudje so bili v glavnem zaposleni pri rudniku, moj oče in star oče, mama pa v steklarniku. No, ko sem se jaz rodil, odnosno ko sta se poročila, je mama nehala delati in oče je delal še naprej v rudniku, potem je šel med partizane in po vojni smo nadaljevali življenje, pač v tistem času, kakršno je bilo, bolj revno. Oče ni bil rudar, delal je kot šofer in ti so bili bistveno slabše plačani kot šoferji. No, kakorkoli že, ko sem imel 6 let, so me vpisali v osnovno šolo. Takrat je bilo razdeljeno 4 leta osnovne šole, 4 leta nižja gimnazija, ki sem jo končal, to nižjo gimnazijo, potem seveda čez 8 let na Dolu pri Hrastniku, ker oče se je kot šofer malo selil iz enega kraja v drugega in sem pač tam končal to šolo. No in leta 1954 se je v enem od slovenskih dnevnikov pojavil razpis za vpis v pomorsko srednjo šolo. Meni tisto življenje v Hrastniku, v koloniji, pa v tistem temačnem mestu, po zimi se je vse kadilo, ker so kurili izključno na premog, ni zdelo kaj preveč privlačno. Sem malo razmišljal po svoje. Meni sta se priključila še 2 sošolca iz istega razreda. Zanimivo, ne? 3 smo bili zainteresirani, da gremo na pomorsko srednjo šolo. Starši so se strinjali in 54 leta sem napravil sprejemni izpit in potem septembra meseca, ko je bila to še država STO, Svobodno tržaško ozemlje, cona B. Meja je bila tu na Rižani, se dobro spominjam, da ko smo prišli z avtobusom na Rižano, smo morali pokazati nek osebni dokument. No, zadostoval je, recimo, jaz sem imel s sabo rojstni list in to je bil znak, da lahko tudi mejo prečkam. No. In potem normalno sem končal srednjo pomorsko, na začetku je šlo malo težko, bolj se je bližala maturo, bolje mi je uspevalo, tako da sem končal razred in potem maturo z odliko. In se takoj vkrcal na ladjo Zelengora, to je parna ladja v sestavi flote splošne plovbe takrat bila. Plulo je po vseh morjih in oceanih, da tako rečem. Ampak je bila že železna, ker to so bili ravno časi, ko so iz lesa prihajali na železo, je tako? Je bila že železna ladja? Ja, pazite, ko uporabljate izraz železnost, je čisto napačno. Če bi vas gospod Košuta zdajle klical, bi vas okaral. Železna ni prav. To je bilo čisto na začetku te dobe, ko so začeli graditi take ladje, jekleno. Ladja je zgrajena iz jekla. In to pogosto pozabljajo ljudje. Dobro, tisti, ki niso strokovnjaki, metalurgi in tako naprej, nima velikega smisla, tudi če se je zmotil. Je pa prav, da jaz na to opozorim. Ampak ne zelo namerno, samo zaradi tega, ker je enkrat tudi mene gospod Košuta nadrl, ko sem slučajno rekel, zmotil sem se.
In je bil strašno nezadovoljen. Vi, pomorščak, tehnični direktor ste bili in zdaj uporabljate besedo železno. No, sem rekel, mea culpa, pa sva končala, no, zdaj sva prijatelja. No, naredil sem 2 leti te kaditure, torej pripravniške dobe. To je bilo že leto 1960 in imel sem srečo, takoj sem imel že državni izpit za poročnika dolge plovbe. To se je takrat tako imenovalo, ki sem ga opravil v Dubrovnik, moral sem iti dol. To je bilo malo, kako bi rekel, deprimirajoče za nas Slovence, da smo nekje drugje z drugim jezikom tudi upravljali te izpite, ampak mi smo se že v osnovni šoli začeli učiti srbo-hrvaški jezik. Ne. Je zanimivo. Srbo-hrvaščina je bila, po mojem, v zadnjih 4 letih, ne, torej, ki je bila nižja gimnazija, tam smo se pa učili še najprej ruščino, potem smo se skregali z Rusi, ne, so to premostili pa na nemščino. Ne en, ne drugi jezik pa mi potem na srednji pomorski šoli nista pomagala, pa tudi kasneje v zaposlitvi, ne, ker pomorski jezik je angleški jezik. Ne. Tako da sem imel tle, recimo v srednji šoli, če se vrnem na to šolo, malo težav od začetka, ker sem začel angleščino čist od A, od začetka. Ne. Nekateri so pa že prišli tudi z malo znanja. Ne. Ker ne pozabiti, ne, jaz sem bil drugi najmlajši dijak srednje pomorske šole takrat. Samo moj kolega iz Hrastnika še je bil malo mlajši od mene. Ne. Najmlajša, smrkaca smo bila, da ta izraz uporabim. Ne. Drugi so bili vsi starejši, tudi v mojem razredu. Nekateri so imeli recimo takrat že 16-17 let, ker so malo pri šolanju zaostali ne iz razlogov, ker ne bi mogli izdelovati, ampak so mogoče začeli že srednjo šolo, pa so se premislili in pa so prišli na pomorsko šolo. Ne. Tako da, in ti so se na srednji šoli že učili angleško, ne, so bili pred mano kar precej. Ne. Če je 2 leti že učil se nekje angleščino, je precej dobro že znal. No. Ampak v redu, no, to sem nekako se navadil, tako da sem kasneje tekoče govoril ta jezik. In ko sem ta izpit napravil, so me takoj ukrcali. Ne. Ta izpit je bil pogoj, da sem lahko bil 3., 2. ali pa 1. častnik v takratni mornarici takratne države. Ne. Ukrcal sem se za 3. častnika in istočasno med prvimi, sigurno pa med prvimi 10 vpisal tudi na višjo pomorsko šolo v Piranu, ki je bila ustanovljena leta 1960. In preden sem šel na ta razgovor, sem pogledal, kdaj sem bil vpisan, ker imam študentsko legitimacijo Univerze v Ljubljani. Ker ta šola je delovala pod tutorstvom, da se ta izraz uporabim, Univerze v Ljubljani, in ogromno profesorjev je bilo tudi profesorjev odličnih profesorjev iz ljubljanskih faksov, tako na strojnem kot na navtičnem oddelku. Ne. Dali so nam ogromno znanja, poleg tistega znanja, ki smo ga dobili že v srednji šoli, kjer smo tudi imeli odlične profesorje. Vključno z ravnateljem, ki je bil takrat Slavko Kavšek, in kasneje je tudi nekaj časa bil direktor Višje pomorske, odnosno ravnatelj, kako se je takrat imenovalo. Ne. Tako da bil sem sigurno med 10 in je datum vpisa, mislim, da je 31. oktober 1960 sem se vpisal na višjo. Torej bi lahko končal v 2 letih, ker je bila dvoletna. Ne. Prvo leto je bilo ob delu, drugo leto si moral biti prisoten tam. Ampak ko je prišel čas, da bi jaz šel delati, polagati izpite za 1. letnik, gradivo smo dobili na ladje, da si se moral sam učiti. In potem vpisati 2. letnik, ne, odnosno 3. semester se je zataknilo. Gospodje, odnosno takrat tovariši v kadrovski službi splošne plovbe so rekli, Jože,
nimaš zamenjave. Ne. Sem rekel, kako nimam zamenjave, ne, jaz hočem iti v šolo. Ja, ni človeka, ki bi te zamenjal. To so začetki 60. let, ne, ko je splošna plovba potrebovala veliko kadrov. Nove ladje, katere ladje so bile zgrajene, ladja Piran je bila kupljena. Ne. Dobili smo 6 ladij ob decentralizaciji Jugoslovanske trgovske mornarice, to že leta 56, potem 57. Tako naprej, kar naenkrat se je flota povečala od 3 ladij, ne, na preko 10 ladij in so ogromno kadra potrebovali. Ne. Tako sem obtičal in sem potem maturiral oziroma napravil diplomo kot v drugem, ko se temu reče. Leto zatem? Ja, leto zatem, kot bi lahko. Ne. To mi je bilo zmeri žal, ker bi hotel biti ponosen, da sem bil prva generacija, ki je šolanje to pomorsko končala v Sloveniji, ne, v državi Slovenija, socialistična republika, kakor se je takrat imenovala, še zdaj sem jezen. Ne. Dobro, takrat sem se sprijaznil z usodo in sem potem diplomiral 54. leta šele, ne, in takrat sem tudi napravil takoj, zopet prvič pred prvo izpitno komisijo slovensko pri Luški kapitaniji Koper. Takrat se je že kapitanija iz Pirana, kjer je bila prej, preselila v Koper, v Izoli pa v Piranu so bile pa same izpostave, tako kot je danes. Ne. Tako da se izmed tistih, ki so res napravili oziroma začeli kariero na podlagi slovenskega pomorskega šolstva. Ne. Moji kolegi, malo starejši, so sicer srednjo šolo lahko končali tukaj. Na faks oziroma na višjo pomorsko so morali iti pa na reko. Ne. Cel kup kolegov mojih, lahko bi jih tudi naštel, zdaj je to končalo na reki. Ne. Na 2-3 se celo potem še na faks tam upisala pa končala potem celotni univerzitetni študij. Ne. Tle je pa zadostovalo samo višja pomorska, ki je bila pogoj, da si lahko šel na kapitanski izpit. Ne. Kapitanski izpit je bil pa pogoj, ne, da si dobil pooblastilo, da lahko upravljaš delo častnika zamene krova, ne, in poveljnika na ladjah trgovske mornarice, takrat SFRJ, ne, vseh kategorij in plovbe, se pravi, ne glede na velikost in ne glede na kategorijo plovbe. Mala obalna, velika obalna, tako so imeli takrat pa dolga plovba. Ne. Takrat sem dobil ta papir, čez 6 mesecev sem potem dal tisto obvezno prisego, da bom spoštoval ustavo, zakone SFRJ kot poveljnik in kot častnik trgovske mornarice. To sem tudi zdajle našel, preden sem šel, sem rekel, moram pogledati. To pa zaradi tega, ker jaz sem s tem pridobil naziv kapitan dolge plovbe. Tega naziva pravzaprav danes ni več. Ne. Mi je žal, da so, pa ne v bivši Jugoslaviji, pa ne v Novi Sloveniji, ne, na nek način degradirali na neke druge nazive. Ne. Ma to bolj po tem, ker se je spremenila konvencija o teh nazivih za pomorščake. In še danes se čudim, ne, kako so lahko nekaj takega na teh skupščinah IMO, mednarodne pomorske organizacije, tako neumnost naredili. Ne. To težko prežvečim, ampak jaz sem rekel, zakaj piše na knjigi kapitan dolge plovbe? Ne, kapetan je že v tem, ker iz tega razloga, ker so mi fanti rekli, da ne boš, ko zmeri tole malo kritiziramo, ta naziv, ne, ki ga zdaj ni praktično, da ne boš napisal narobe. Napiši si to gor, ne, da si kapetan. Že pol, ki je bilo to skoraj dano vtis, sem hotel dol potegniti, da ne bom koga izzival. Ne. In namreč, da to ni akademski naziv, ne, da zaradi tega gre. In so me pregovorili, da ne, ti boš že znal pojasniti, če te bo kdo vprašal.
preko Združenja poveljnikov in upraviteljev v pomorskem prometu Slovenije sem zaprosil njih, da naj svoje prijatelje v Angliji povprašajo, kako je pri njih s tem nazivom, Captain pa Master Mariner. Ne? In smo dobili pisno nazaj in potem sem se še jaz sam prepričeval. V Angliji je tako, Captain je lahko vsakdo, ki poveljuje bilo kateri ladji. Ne? Master Mariner je pa drugače. Master Mariner, sem pogledal licenco od enega državno, glih tako kot imam jaz licenco, ne? Kaj na njej piše in piše, da on lahko je častnik oziroma poveljnik samo na ladjah prevedeno v naš jezik dolge plovbe. Ocean going vessels piše. Ne? Je velika razlika, ne to. Velika razlika. In je v Angliji razmišljajo o tem, da bi ta Master Mariner, ki si ga jaz tudi lahko zraven svojega imena v angleščini napišem, ne, da bi to, kako bi rekli, povišali v akademski naziv. Zaradi tega, teh dodatnih izpitov, ki jih morajo ti ljudje, tudi zdaj. Ne? Če bi se jaz zdaj reaktiviral, kup dodatnih izpitov bi moral narediti. Jaz sem kapetan dolge plovbe. Ma ta trenutek ne morem prevzeti komande nad nobeno ladjo nikjer v svetu. Ne? Tudi na krajše jadrnice, čolne. Ker recimo, tudi če greš recimo na manjše ladje, ki prevažajo, mogoče za tele obalne tle pri nas ne bi delali problemov. Ma čim je to izven našega morja teritorialnega, ni šans, ne bi kje. Ne? Moraš imeti dodatna usposabljanja, ne? Ki jih je pa veliko in so draga. Ne? Tako da marsikateri od teh, recimo moj sin in mlajši je nehal, ker je bil sit teh dodatnih izpitov. Ne? Starejši sin je bil vse do nedavnega, ker smo še nekako imeli več ali manj v rokah ladjo Pohorje, tudi to smo zdaj, je bila prodana drugim, je bil na njej upravitelj stroja, ne, šef strojnice, po domače rečeno. In to je že kar enih 20 let. Ne. On pa bo še kar ostal naprej. On se je zasidral na ladje, ne. Mlajši pa nekako po daljšem času ali pa tudi po krajši slabi izkušnji pravijo, hvala lepo. Ne. Je pač danes sicer drugače, kot v tistih časih, kjer smo bili okrcani tudi po letu ali več v enem terminu samo. Ne. Zdaj, če si imel otroke, pa žena, je bilo to hudo. Še zlasti na ladjah, ki so bile zaposlene v prosti plovbi, grejo vse posod tja, ker je tovor. Ne. Linijska ladja je malo drugače, gre po nekem včasih tudi kvazi voznem redu, pravilno pa je, da se čim bolj drži nekega urnika zaradi komitentov v teh lukah, ki krcajo ali pa pričakujejo tovor, ne, in ki so redno imele ponavadi prvo in zadnjo luko Koper, smo promovirali luko Koper v svetu, ne, že od leta 60, pa še kako leto prej naprej, ne, kar je velik doprinos, ne, k prepoznavnosti Slovenije v pomorskem svetu. Ne. Ker danes večino tovora tako in tako gre po morju. Ne glede na to, da kar naprej se zadnje čase govori, kako to onesnažuje. Ja, onesnažuje, ma ko bi ljudje vedeli, kaj se je v zadnjih 20 letih na ladjah, ki so na motorni pogon, naprimer, vse v njih na paro skoraj ni več, ne, naredilo, bi verjetno rekli, se vi ne govorite resnice, vi nas zavajate. Koliko sprememb v dobro, da se znižajo emisije, da se prepreči onesnaževanja morja, da se prepreči metanje, tako smo prej delali hrane v morje, pa plastike in tako naprej. Tega se več ne dela. Če se ne motim, je zdaj pravzaprav ladijski promet po emisijah že
pod prometom, ki je na kopnem. To se je zgodilo v zadnjih 5 letih, če se ne motim, da torej promet, ki je na kopnem, skupno gledano v primerjavi z ladijskim prometom, veliko bolj onesnažuje kot Verjetno, ladijski ker vam rečem, promet. ne poglejte, kaj se v Luki Koper dogaja. Ne? Oni imajo velike probleme, imajo resne želje, ne? Da bi bistveno znižali, in so tudi recimo emisije v zrak, iz ladij, pa tudi iz teh kupov premoga, rud in tako naprej. Vsa čast jim, ne? Zdaj resno razmišljajo na to, kar imajo okoli v Kaliforniji, ki običajno v svetu je ena od tistih držav, ki v tem ekološkem smislu naredi največ. Ne? Največ in najprej, tako rečem. Ne? Tam že, ko sem jaz bil na liniji okrog sveta, to je leto 70, so se že nekatere ladje lahko priklapljale na električno mrežo skopnega. To zdaj razmišljajo v Kopru, ne? In seveda navadni ljudje mislijo, da to ni noben problem. Ne? Vtičnico dol na pomol pa se vtakne. Ne. A veste, kak porabnik elektrike je ladja? Ne? Mnogo več, kadar je vse v pogonu, tudi kot ena recimo električna lokomotiva, ki vleče tle gor 2000 ton težek vlak kot ta hrib. Ne? In to je šok, ko se to vključi. Ne? Zato je treba napeljavo adekvatno tle pripeljati in tudi vse tako urediti, ne? Da ne bi prihajalo do mrkov, ko se več ladij naenkrat priključi. Ne? Ampak pomembno je, da se v Sloveniji dela ne samo na tem področju, Luki, tudi druge, jaz se strinjam, ne? Samo nekje so mere, ko se več ne da. Ne? V ladijskem prometu so zelo veliko naredili, ne? Zelo veliko, res, moram reči, ker dolgo časa sem čisto iz razlogov, ker sem bil tehnični direktor, moral to spremljati. Ne? Zdaj pa tako spremljam, včasih mi fantje kaj pošljejo, ko vidijo tudi na plovbi tam tisti, ki še tekoče spremljajo dogajanje v tem pomorskem prometu, me opozorijo na kakšne zadeve, ki jih lahko najdem na internetu. Je neverjetno veliko se dela na tem. Ne? No, ampak da se potem vrnemo na tisto osnovno stvar. Bil sem poveljnik na nekaj ladjah, o tem bom mogoče še kasneje kako stvar povedal, kako zgodbo. Ne, ki mogoče lahko zaenkrat samo na kratko opišete, kako velike ladje so to bile. Zdaj bom hitro končal ta del, to napredovanje na plovbi. In tam leta 1971 so me poklicali v upravi in so me vprašali, če bi jaz prevzel nabavno službo splošne plovbe. Ne za skupne službe, ampak za floto. Ne. Takrat je bila flota nekje med 20-25 ladij, veliko delo. Malo zaposlenih v nabavi, nekaj mi je šlo narobe, niso bili zadovoljni. Jaz sem se malo posvetoval s soprogo, 2 sina sem imel že v osnovni šoli in smo rekli, ok, poskusimo. Ne. Sem prevzel nabavno službo, kjer sem delal 4 leta. Potem sem se tega naveličil. To nabavno službo so mi priznali, da sem spravil nekako nazaj na noge. Ne. Veliko sem se naučil, ker sem bil zadolžen, odnosno jaz sem bil zadolžen za vse nabave v tujini. Ti kontakti s poslovnimi partnerji, veliko sem potoval, veliko je bil razgovorov, šlo je za velike denarje, ne. In tako dalje naprej. Neke stvari sem se naučil. In jaz rekel, jaz se to ne grem, jaz moram biti povezan direktno z ladjo, drugače ne vem, kaj bom naredil, se ne počutim dobro. So rekli, v redu, bo šel za tehničnega inšpektorja, ampak pod pogojem. Jaz sem rekel, spet pogoji, ne. Nimam rad pogojev, ne. Ja, so rekli, če boš prevzel zraven še referat od havarij in zavarovanj. Jaz malo razmišljam, verjetno sem se malo čohal za ušesi, kaj bi zdaj. Nisem bil siguren, da je to v redu. Ma sem rekel, dobro, tam zdaj delajo 2 ali 3 ljudje, bojo ti ostali? Ja, ne bojo ostali, ti boš vse prevzel. Jaz sem rekel, kako? Inšpektor za ladje, bom 5 ladij ste mi določili in zdaj naj jaz še ves ta referat, ker ste ga prej delala najprej 3, potem 2 zaposlena, naj prevzamem še jaz. No, potem so me prepričali. In hvala Bogu, da tako rečem, ne, da sem to prevzel iz čisto enega razloga, ker sem se res zelo usposobil
na tem področju havarije, pomorske havarije in zavarovanja. Ker ko se škoda zgodi in ko zavarovanje izteče, ga je treba obnoviti, škodo je treba pa rešiti. In to ni zdaj več ne bom, je treba rešiti, ker gre včasih za velike denarje. Ne? In sem bil pa to navajen, tudi kot poveljnik, je nastala neka škoda ali pa ko je nastal neki problem, si ga moral hitro rešiti, ne, ladja in brez pomoči. Tako da samostojen sem bil. In to mi je zelo pomagalo, veliko sem se naučil. Enemu sem celo pomagal napisati diplomo na faksu v Mariboru, ekonomskem, o pomorskem in o pomorskem zavarovanju, odgovornosti in kasko, da ta izraz uporabim, ki ga ne uporabljamo drugače, je zavarovanje trupa in stroja, Holland Machinery se reče. Ne? In ko je njen mentor gledal diplomsko nalogo, rekel, kdo vam je pa to pomagal, čeprav zadnje je pisalo, neko Petan Jože, ja ta gospod, smo družinski prijatelji, mi je pomagal in je rekel, veste kaj gospa, ne, zdaj se ne maram hvaliti, ampak sam da povem, razumeš, kako je to specifično delo, to zavarovanje pomorsko pa havarije. Rekel, gospa, veste, da jaz nekaterih stvari, ki ste vi tle napisali, niti ne moram preveriti, ker prvič slišim za njih. Ja, res. No, to mi je bilo tako, ko mi je pol povedala, ki je diplomirala iz prvega takoj, ne, ni bila zavrnjena. Sem bil vesel, ker sem rekel, no, Madonca, nekomu sem prenesel to znanje. Ne. In seveda tudi potem drugim, ki so za mano prišli tam, tja. In predvsem sem pa bil vesel, da sem lahko veliko potoval, če jaz zdaj ne potujem rad. Potem, ko sem bil tehnični direktor, so me morali prav na silo spraviti, da sem kam šel. Ne. Ponovadi, kadar se je kje res zalomilo, ne, ali kjer je kak človek umrl, enkrat je neki inšpektor umrl v Južni Koreji, pa sem moral tja iti urejevati zadeve, ali pa kjer je bila kakšna huda škoda in tako naprej, drugače pa ne. No in od tam sem potem šel skoraj za 10 let v politiko. Ne. Tam koncem 70-ih let. Vrnil sem se za cirka 2 leti, so me postavili za kadrovskega direktorja tam leto 81, 82, pa sem šel nazaj v politiko in sem se vrnil definitivno v firmo leta 90, tek pred temi osamosvojitimi zadevami, kot pomočnik tehničnega direktorja. On je šel kmalu v pokoj in sem postal tehnični direktor in sem se upokojil leta 96 na lastno željo. O razlogih ne bom govoril, ampak sem se kmalu vrnil in sem potem delal za firmo še, reči in piši, 17 let, 3-krat na teden. Ne. To je do leta 2013, ko je nastala tudi ta moja knjiga. Sem jo predal firmi, preden sem šel proč, junija meseca, 31. junija leta 13 na ključku, pripravljeno za tisk. V tisk ni šla, ker se je potem malo nekaj z lastništvom je bilo takrat, pa malo so se menjali vodilni in tako naprej. Jaz nisem pritiskal, da bi to šlo. Celo iz tiskarne tukaj v Kopru je bila že pripravljena pogodba in je stvar zastala 10 let. To se pravi, je bilo tiskano letos, ampak v redu. Pozitivno v zvezi s tem zaostankom je to, da sem lahko knjigo dopolnil, ne, in da sem jo končal v letu, to se pravi leto 2022, ko je stanje flote nič. Nažalost. Ne. Tako da vse, kar se je dogajalo od leta 1954 do konca lanskega leta je v tej knjigi. Ne. Tako, kar se tiče dogajanja v sami gospodarski družbi, včasih smo rekli podjetje, ne, zdaj pravimo gospodarsko družbo, do vseh 86 ladij, tam na enih 15 verjetno sem bil jaz vkrcan, bil tudi komandant,
Do tistih 29 ladij male obalne plovbe, te še nekatere plujejo, tudi one naše plujejo, so bile prodane drugim in so zaposleni pri drugih. No, to je ta moja zgodba, kako sem napredoval v splošni plovbi. Imel sem zmeri dobre, bom rekel, tiste predstojnike, da se tako izrazim, ne, na plovbi, dobre kolege. In kasneje, ko sem bil na teh položajih kot kadrovski direktor, pa tehnični direktor, pa tudi kot inšpektor, ki je bil zadolžen za vzdrževanje ladij, sem imel dobre kolege, ki so mi znali zmeri pravilno svetovati, ne pa prišepetavati. To je velika razlika, veste. Jaz sem se lahko na njih zanesel, sem njihovo mnenje upošteval, ampak na koncu sem zmeri rekel, fantje, zdaj pa ti si rekel to, ti si rekel tle je neki tehnični problem, dva mnenja sta. Jaz se bom odločil za tole. Ne. In fantje so rekli, ok, nekdo mora na koncu odločiti, in smo šli po tisti poti, smo jo recimo na nekem sestanku internem znotraj tehničnega ali pa kadrovskega sektorja rešili, dorekli, šli naprej. In so vsi to podprli. Prišepetavcev nisem nikdar maral. Čeprav včasih kakšna huda reakcija na kako stvar me je tudi mogoče malo prizadela. No, kot vodilni ali pa vodstveni moraš to požreti, ne? Ker edino na ta način lahko držiš ljudi, da so ti lojalni, to je zelo pomembno, ne? In da ti upajo povedati, kadar ti nekaj ne narediš prav. Ne? Če tega ni, ne moreš biti dober direktor, ne moreš biti dober vodja in ne moreš biti dober minister, zapomnite si. Upam, da vas kdo od naštetih tudi posluša, da nam pa ne bo zmanjkalo časa. Kako pa ste ravnali, ko ste na primer se srečali, ne vem, ste se morebiti kdaj srečali s kakim slepim potnikom, brodolomom, napadom na ladjo? Jaz sem imel to srečo, da nisem se nikoli s tem srečal. Sem se pa srečal s tem, ko sem delal na zavarovanjih in havarijah. Ne. To je spadalo pod to kapo zavarovanja in havarije pri splošni plovbi. Torej tudi škode na tovoru, tudi take odškodninske zahteve in tako naprej. Ne. In imeli smo ladjo, recimo, to bi rad povedal, Kočevje. To je bila dosti moderna ladja za tiste čase, za prevažanje hlodov. To so tisti, veste, afriških hlodij, premera tudi meter in več, 2 metra lahko večji kot sem jaz. Ko so že razrezani, nekateri so tehtali od 5 do 10 in celo več ton. Ne. Ko se jih zlaga, nastanejo kar precej vešne, lahko kar precej velike luknje vmes in tako naprej, ne, to je težko zlagati. In na tej ladji, ko so izpluli iz Zahodne Afrike leta 1986, to so letnice, ki jih ne pozabim, ker smo imeli velike probleme, ne, so najdli gor, mislim, da 24 slepih potnikov. Ne. Kako se je to zgodilo, ne vem. Ne. Pravzaprav obstajala so neka navodila podjetja, kako v takih primerih ravnati, ne. In očitno poveljnik ni ravnal. Torej, preden so šli iz zadnje afriške luke, so morali celo ladjo komplet pregledati v detajle. Tega niso naredili, ne, in potem po enem od 2 dnevih so ti začeli prihajati ven iz skladišč. Ne. Ni se vrnil nazaj, čeprav bi mogoče bilo najbolj smotrno v isto luko pa jih tam izkrcal, ampak je šel naprej in nobeni luki, v kateri sredozemski, kamor je ladja odlagala ta tovor, ne, jih niso mogli izkrcati. Končno je prišlo v Koper, ker je imela tudi tovor za Koper, hlode, ne. In tudi tle so jih sicer izkrcali, dali tukaj v neki hotel.
in delali na tem, da bi jih vrli nazaj v Gano. Iz Gane so bili v glavnem tudi Ganci, ne. Z letali pa se ni dalo, nobeden jih ni hotel prevzeti, ne. Verjetno to naša letalska družba takratna bi še šlo kam do Frankfurta, ne, naprej pa jih ni hotel nobeden prevzeti iz razlogov, ker ni vedel, kako se jih bo potem znebil na onemu letališču tam. Tako da jih je ladja potem peljala sama nazaj. Ta je bila zaposlena na liniji za prevoz hlodov, tako se je ta linija imenovala, in so šli z ladjo nazaj in tam so jih potem izkrcali, ne. Seveda, to je bil en velik strošek za ladjarja, za splošno plovbo, ki ga je pa potem dobilo povrnjenega iz naslova zavarovanja takih škod, ne. Škod iz naslova odgovornosti, ne. To se na drugačen način zavaruje kot oni, med narekovaji, kasko, ne. To so drugi način, druge, zopet med narekovaji rečeno, zavarovalnice, ker dejansko ni zavarovalnica, ampak neki klub, združen, po angleško se reče P&I klub, Protecting and Indemnity klub. To je neko združenje, bi rekel po domače, ladjarjev, ker združujejo svoja sredstva, iz katerega potem plačujejo takšne škode iz naslova odgovornosti, ne. Krijejo pa zelo velike škode, ki lahko grejo recimo pri poluciji z nafto v milijarde, ne. In plovba je bila zmeraj maksimalno zavarovana. Karkoli se nam je zgodilo, nikdar ni bilo vprašanje, ali je to zavarovano ali ne. Seveda, s tem, da zmeraj en delček si nosiš sam, ne. Franšiza je bila, ponavadi je, ne. Kaj malega, ne. Pri zelo velikih škodah več, ne, pri majhnih škodah pa drobiš, ne, tako da ni bilo ga težko padati, ne. Tu se mora zmeraj v pomorstvu, in če si soliden ladjar, je nujno, da posluješ 100% korektno. Še zlasti, če si ladjar, ki imaš linije, ki tičejo države, kot so recimo Japonska, potem Kanada, države Evrope, ZDA zlasti, ne. Tam so pogoji, ki jih mora izpolnjevati pogoja, da sploh gre lahko njihove luke. 100% mora biti vse zavarovano in vse tako, kot mora biti po konvenciji. Glede opreme ladje, glede posadke, izobrazbe posadke in tako naprej. Najmanjša napaka, v zdajšnjih časih, takrat je bilo še drugače, so spregledali, ma zdaj ti bojo napisali, če jo najdejo, in ti dali rok, v katerem jo moraš odpraviti, če gre za večjo napako, ti ladjo enostavno ustavijo. No, spomnim se še tudi enega, ki nam je povzročil strahotne težave. En človek se je vkrcal na Filipinih, na tisti liniji okoli sveta, in je bil tudi malo zmeden. Na Japonskem ga nismo mogli izkrcati, njihove oblasti niso dovolile, in tudi začel je delati tak kraval na ladji, da smo se resno ustrašili, da bo kaj hudega se zgodilo ali njemu ali pa komu od posadke, ki je nosil hrano in tako naprej, ne. Tako da smo poslali zdravnika iz Slovenije, enega zdravnika in bolniško sestro na ladjo, in sta potovala z ladjo do Kanade, kjer smo ga potem uspeli izkrcati po zelo velikih težavah. Se je potem zopet zadeva na letališču v Amsterdamu zapletla, tako da smo ga skomaj spravili nekam v eno državo v centralni Afriki. In ves čas sta ta dva, zdravnik in naša sestra, z njim na poti, ves čas. In ga najbrž med potjo tudi pitala s kakimi tableti za umirjanje in tako naprej, ker je bil revno navešen, ne. In to je včasih za tiste, ki stvar rešujejo, še hujši problem kot onih 24, ne, ki so dali mir, niso razgrajali, pač hoteli so najti boljše življenje zunaj in so videli priliko, da mogoče na ladji ni bilo
če se vrnem na Kočevje, da ni bilo dovolj preverjanja, odnosno varnostnih teh ukrepov in so poskusili. Ne. Zdaj, samo še čisto kratko vprašanje za konec, mogoče, če nam na kratko lahko poveste, katere zgodbe se pa mogoče spomnite iz časov, ko ste bili kapitan na ladji? Ja, iz časov, ko sem bil jaz kapitan na ladji. Ja, več zgodb je bilo, ne, mogoče bom povedal kar prvo zgodbo na prvem mestu poveljnika na ladji Dubrovnik. Že za poveljnika sem prišel tako na brzino. Ladja je bila v romunski luki Konstanca in prišlo je do nekih neprijetnih srečanj med poveljnikom in oblastjo in agentom. In pa ni bil niti poveljnik izgubil živce, ker niso ene stvari, ostal je brez goriva, goriva mu niso dostavili in potem je začel pač mogoče se na neprimeren način obnašati in je prišlo do pač ene neprijetne situacije in firma ga je bila na nek način, ker je ladja potem še delala potovanja za Romunijo, skoraj prisiljena, da ga zamenja, ne. In poslali, jaz sem bil doma, takrat sem bil prvi častnik, izkrcal sem se z ladje Trbovlje in sem pač odpotoval tja, že potovanje samo je bila prava mora, ne z letalom, ampak z vlakom, potoval sem 2 dni, sem prišel na ladjo, potem ko poveljniku se nikakor ni dalo iti domov, jaz sem hotel, da se čim prej ta komanda preda. Niti spat nisem imel, kje gre za ladjo, ki je bila grajena pred drugo svetovno vojno, čeprav je bila včasih, kako bi rekel, proglašena za najboljšo trgovsko ladjo oziroma za najboljšo ladjo trgovske mornarice Kraljevine Jugoslavije. No. Kakorkoli že, v enem trenutku sem rekel, poslušajte, vi morate to meni predati, ne, tukaj je nalog od firme, zdaj že 3. dan sem tukaj, nismo niti še začelo, drugače jaz pokam kovčke in grem domov. No, potem smo to rešili v nekaj urah, je šel domov. Mi smo potovali pol večkrat na relaciji Romunija-Izrael in potem so odločili, da bojo ladjo poslali na daljni shod. In od tam bomo potem videli, kako in kaj. Poslali so nas v Odeso, takrat je bila to Rusija, ne govorimo zdaj, je to 68, nekaj takega, ja, prejšnje stoletje, ne. Krcali smo umetno gnojilo, pravzaprav za Bombaj, za Mumbai, zdaj po novem, ne, za Indijo, ne. In že začetki so bili slabi, ne. Pokvarilo se nam je vitlo, tle v Augusti v Italiji, kjer smo krcali gorivo. Poslali so enega telegrafista, ki je bil totalno nesposoben, ne samo, da ni znal telegrafije, še eno škodo je napravil not v tej kabini za radiotelegrafijo. Ostal sem brez radijske zveze s kopnem, nisem vedel kaj. Naslednja luka je bila Las Palmas na Kanarskih otokah, kjer naj bi spet gorivo krcali. Mi smo izpluli, firma ni vedela, kje smo, ne, in sem rekel, saj ti nas bojo začeli z avioni iskati, ne. No, in pred Gibraltarjem sem si domislil, jaz sem Gibraltar poznal na južnem rtu, oziroma dol na rtu te Gibraltarske skale je bila takrat signalna postaja njihove vojne mornarice. In kadar smo šli mimo z ladjo, so včasih vprašali, katera ladja je tlo, če je bilo po noči. V glavnem ne toliko zaradi kontrole, kot zaradi tega, da so ti signalisti vežbali. Mi smo se pa tudi vežbali, jaz sem večkrat vežbal s to svetilko za signaliziranje in si rekel, nič, se me nič ne košta. Je bilo še srednjo noči, sem šel gor na most, sem naročil oficirju straže, prines mi tisto lampo in sem jih poklical. So se javili,
in sem javil, da imam težave in da prosim, da agenta Turner, se je imenoval agent v Gibraltarju, obvestije, da prihajam na sidrišče in naj pride na sidrišče. In res gor okrog potem, da smo prišli do pristanišča, je kakšne 3/4 ure vožnje, smo šli počasi. No in ko smo v Sidru, je prišel agent, sem mu predal telegrame za firmo in sem šel naprej. Ne. Danes to ne bi mogel narediti, ker bi me ustavili. Kako? Telegrafist nesposoben, radijska postaja ne deluje, ne bi šel naprej, dokler se to ne bi uredilo. No, ampak tam še vedno nisem dobil telegrafista. Strokovnjak je popravljal radijsko postajo, me je poklical na stran, mu je rekel: "Kapten, ta vaš telegrafist pa res nič ne zna." Ne. No, ampak sem dobil obvestilo, naj skrenem v Luko Dakar, ker me bo čakal nov telegrafist. No, ko smo izpluli, se je pojavilo v enem skladišču gorivo. Torej, izgleda, da je bila neka cev počena, tanki goriva so bili polni in je tam pač gorivo prišlo in pokvarilo tovor. Ne. No, pol v tej luki smo dobili telegrafista, smo šli naprej, so po pomoti odprli, tokrat pa palobarci, ne strojniki, neki ventil za gašenje v skladiščih za paro in zamočili spet en cev kar nekaj ton tovora, tega, ki je bil v vrečah. Ko smo prišli v Bombay, so nas pustili na Sidru, je pa tako, kot je prejšnjemu poveljniku zmanjkalo goriva, je pa meni zmanjkalo vode. Parna ladja je pa tako, brez vode ne gre naprej. Sem pa jaz malo izgubil živce. No, in potem smo nekako ta tovor tam izkrcali, ampak ko zdaj mislim na to potovanje, jaz ne vem, če bi imel živce to potovanje na tak način napraviti. Ne. Z ladjo, ki je bila pred tem, da gre v Staro železo, za ladjo, ker enkrat prileti meni gor v kabino prvi oficir in reče: "Barba, v skladišču 2 škripa." Pa sem rekel: "Seveda škripa, saj ladja zmeri škripa na morju, ne, taka stara." "Ja, veš, ampak tam da se nekaj premika." Sem šel dol pogledat, no, ni se premikalo, ampak ta ladja je bila, ni bila, trup ni bil varjen, ne, ampak je bila, pločevine so bile z zakovicami, ne, in ko se ladja premika, mogoče nekje je kakšna zakovica popustila, pa se je mogoče malo videlo. Ma to nad vodo. Če bi pod vodo, bi videli, da teče voda noter. No, ves preplašen je bil, ne. Ne, in potem so me pa povprašali iz firme, kaj bi bilo, če bi naredili neki tovor, pa da bi šli nazaj. Jaz sem rekel, jaz sicer kot poveljnik, jaz nisem problem, sem rekel, ma je ladja problem, ne. Ja, pa kaj ti misliš, ne. Jaz sem rekel, vi naredite, kakor hočete, ne, če me pa že vprašate, če imate kakšno možnost, da jo ali tle zaposlite na kakih kratkih relacijah, pred njo boste predali v Staro železo, ali pa ne gre v Staro železo. In tako so potem odločili, da gre v Staro železo, in sicer v Bangladeš. Takrat je bilo to vzhodni Pakistan, ne. Okrog Ceylona, tudi, ja, prazni smo šli, takoj, ko smo izpluli, se je spet nekaj zgodili s kotli, ne. Dobro, potem smo prilezli dan pred Bangladešom, pred Chittagong, ki je luka, ne. Po noči se mi je tretji oficir tik prednje predal stražo. Jaz sem šel že z mosta dol, zaletel v eno ribiško ladjo, ne. Tako da jaz sem hitro priletel gor, malo zmanjšal hitrost, gledal nazaj, se ni potopila, ne. Tako da mi smo šli naprej in potem ladjo skoraj normalno predali novim lastnikom za Staro železo. No, potem so me še nekaj prosili ti novi lastniki, če bi jaz lahko pristal s to ladjo tam ob eni veliki tanker, da bi en del tovora pšenice z tega tankerja. Pšenico so takrat vozili tudi v tankerjih, ker je bilo premalo razpoložljive tonaže, bulk carrierjev v ladji za prevoz teh tovorov, raztresenih, ne. Sem rekel, dobro, bom naredil.
no, tam smo nekaj zaslužili, pol posadka, to sem razdelil posadki, so bili zadovoljni, hotelske stroške smo plačali. Potem se je pa spet zapletlo, ni bilo za mene, in smo tam v enem hotelu pol čakali en teden, da so se letalske družbe zmenile, kdo bo dobil denar za prevoz iz Chittagonga do Dake, glavno mesto vzhodnega Pakistana, in potem od Dake do Rima, kjer nas je pol prevzel jat, takratni jugoslovanski, ne. Ampak sami problem je celo pot, ampak človek je mlad, 28-29 let, ne, nič ti ni težko gorati od jutra do večera. Probleme sem se navadil reševati že prej, ko sem bil precej časa prvi oficir na ladji. Prvi oficir je tisti, ki ima vajeti v rokah. Komandant sedi na vrhu piramide odločanja, ne, in je dejansko odgovoren za vse, kar se na ladji dogaja, ne. Odgovoren je tudi vse, kar stori v imenu ladjarja, in odgovoren je tudi za vse, kar stori v imenu države, ki mu je dala posebna pooblastila. Vsak poveljnik, tudi danes na ladji, če bi pod slovensko zastavo, ne, njegove pristojnosti so določene v tem zakonu o pomorski plovbi, ne. Tam noter vse piše. Nekaj strani je, kaj on lahko dela, potem si lahko tudi misliš, kaj ne sme delati. Ima pooblastila, ki jih nima noben minister, verjemite mi, in noben direktor. Tudi ima pooblastilo, da lahko človeka zapre, če napravi kaznivo dejanje. Ima pooblastilo, da lahko človeka začasno osami, recimo, če je zdravstveno to potrebno, če se mu je zmešalo ali kaj takega, ne. Ima pravico potrditi poroko, ne. Ima pravico, da vpiše smrt in tako naprej v ladijski dnevnik in te stvari, ki jih nima nobeden normalen državljan. To so pooblastila, ki jih je država prenesla na poveljnike, ker to se zgodi na brezpotju nekje in ti moraš te stvari registrirati, napisati, potrditi, tako kot se zahteva po zakonu, ne. Tako kot ste tudi sami registrirali, napisali, zbrali knjigo, o kateri sicer danes nisva veliko spregovorila, ampak vseeno bi se vam resnično zahvalila. Žal nam je časa zmanjkalo, ampak lepa hvala, da ste si danes vzeli čas. Ja, bi še kaj drugega govorilo, pa bi potem to zmontirali. Velja, vas bom raje še enkrat poklicala. Imam eno lepo zgodbo, ne. Tu je verjetno že off records. No, vam moram povedati, ko ste vprašali, ne, ti, kako lepo zgodbo. Imam lepo zgodbe na tej zadnji ladji, ker sem bil poveljnik, in mi je eden takih, o katerih smo prej govorili, skočil v morje sredi noči, ne. Moralo je biti okrog 11, ne, ko me je poklical dežurni oficir, je rekel: Barba, sumim, odnosno slišal sem en čov, nekdo je skočil v morje. Trda tema, ladja nekje vzhodno od Porto Rika, močen pasatni veter, valovi tam višine 2–2,5 metra, ne. Ta cajt so se že oglasili, njegovi pijanski kolegi, ne, nekaj so proslavljali in so rekli, da je ta drugi častnik stroja, da je skočil v morje. In v takih primerih, in če še dovolj časa obstaja za nas, ne, poveljnike, en poseben način, da prideš približno nazaj na isto točko, kako moraš ladjo obrniti, ne. Jaz sem to vedel, ne, in sem to naredil, in da res smo se približali tej točki, kjer je on padel v morje. Samo trda tema, močno piha, razmeroma visoko morje. Prižgali smo žaromete, ga iskali, poslušali, ugasli vse, kar je delalo hrup na ladji, air condition pa to, ne. Sam kompas je še delal žiro, samo tistega si slišal, nič drugega se ni slišalo, ne. In smo zaslišali smo ga, ne videli. Smer, v kateri se je on nahajal malo desno od pramca, pa ker so bili valovi, ga na začetku nismo opazili. Potem, ko smo slišali, ne, smo usmerili žaromet tja in smo ga videli.
smo spustili čoln v morje, ga privlekli nazaj, smo imeli težave z dvigniti čolnom, ker je voda tako gor, 2 metra gor pa dol, to je zelo nevarno. Ne. V glavnem, naredili smo tisto, kar smo lahko naredili, in potem, ko sem se jaz oddahnil, sem šel v kabino, ne, se usedel na tak fotelj, tako doben, dal noge na mizo, ne, in sem rekel, no, hvala Bogu, ne. Drugač bi moral ga iskati verjetno celo noč še, pa naslednji dan, pa še en kup ladij bi angažiral, da ga iščejo, verjetno z rezultatom nič, ne. Ampak, ki je bilo že krepko čez polnoči, potrka na moja vrata nekdo, ne. Najbrž sem si takrat mislil, pa kdo me spet gnjavi, kaj je spet narobe, ne. Imeli smo pa potnike na ladji, same Američane, ne. In pride noter starejši gospod, tako je bil visok, približno 1,65 m, manjši od mene, jaz imam 1,70 m, ne. Sivo las, vedel sem, da je preko 70 let star, in pride k meni, jaz sem ostal, ne, sem rekel, ne, dobro jutro je že bilo, ne. Sem mu dal roko in je rekel, Captain, well done, ne. To pomeni v prevodu, ne, poveljnik, če bi to prevajal, dobro narejeno, ne. Ampak jaz sem vedel, da to v ameriški vojni mornarici nekaj drugega pomeni. Mnogo več kot dobro narejene, to je zelo velika pohvala, ne. Pa sem si mislil, zakaj to meni to on govori. Ampak čez 2-3 dni sem jaz bil na komandnem mostu in pride en drugi Američan, tak bistveno večji, močen to, za katerega sem povedal, da je podoficir ameriške vojne mornarice, ker mi je sam povedal, ne. In je rekel, Captain, a vi veste, kdo je ta gospod, ne, ki je z nami na ladji? Ma sem rekel, ja, ime, priimek, ne, vkrcal se je v Los Angelesu, izkrcal se bo gor v Seattlu, ne, na zahodni obali. Ja, je rekel, veste, on je rear admiral naše vojne mornarice, ne. To je nekaj takega, kot bi danes rekel kontraadmiral, ne. General-major, če bi šel v pešadijo, ne. Torej, dal mi je na tako veliko priznanje, da sem dobro opravil, torej častnik, ne, oziroma admiral vojne mornarice ZDA, ne. Tako se mi je malo dopadlo, zdaj danes tega nisem nikoli prepovedoval. Zdaj sem parkrat povedal, ker sem se spomnil, ko sem te knjige pisal, pa so mi rekli, še kaj takega napis, tega nisem napisal, ne. Ker ne bi rad to potenciral. Mislim, da morate mogoče vseeno kako knjigo spominov še napisati. Prosim? Mogli bi še kako knjigo spominov napisati, to bi bilo odlično branje. Ampak zgodba ima potem tak konec, da tega človeka sem moral osamosvojiti. 2-3 dni je bil v kabini, je bila straža pred kabino, je bil zaklenjen, ne, smo mu dali hranje, potem je šel nazaj normalno delati, ne, je prišel, se je opravičil, je rekel, joj, Barba, zjoko se je skva. Ko sem jaz videl krmano luč od goranke ladje, ne, sem se začel jokati, pa kaj sem naredil? Prav, in ko sem videl, da obračate, mi je srce začelo tako delati. Mogoče se bom pa rešil. In pa se je opravičeval, ampak jaz nisem bil milosten, da tako rečem. Sem rekel, ves bom izkrcal v prvi luki, je bila Genova, ne, in to sem naredil. In kaj mi ga niso poslali, potem smo prišli v Trst in Koper, so mi ga hoteli nazaj poslati. Ma sem rekel, fantje, na plovbi, kadrška ste vi, a se vi z mano zabavate ali kaj. Ni šans, da bi ta prišel nazaj na to ladjo, kot sem jaz tle. Ne, pa ne iz maščevanja, ne. Človek bi lahko, mogoče tudi, če jaz ne bi pravilno reagiral, ne, umrl v morju in jaz bi se celo življenje žrl. Karkoli bi naredil, če bi on ostal tam, verjetno ga ne bi najdli, je preveč pihalo, buho je kam ga odneslo, ne. Jaz bi se celo življenje žrl, umrl mi je človek na ladji in jaz ga nisem znal najti nazaj. Čeprav sem bil prav cajt obveščen. Niso enostavne stvari, ne.
Z nami je bil danes kapitan Jože Otenkar, katerega knjigo lahko preberete tudi sami, sicer pa toplo vabljeni, da In Vivo Veritas pogledate tudi prihodnji ponedeljek ali četrtek ob 18. na Megafon TV. Lep pozdrav.